Z Linkscraft vas vabimo na letošnji sejem Dom marca 2026 na gospodarsko razstavišče, kjer si boste lahko sami oblikovali idejni projekt za svojo sanjsko hišo. Frano, pozdravljen na Links podcastu, dobrodošel. Tokrat sva brez kavice, ampak kljub temu verjamem, da bo zanimiv pogovor. Najprej par besed o tebi, kar tako, potem pa začneva. V glavnem z mano je Frano Toš, direktor in soustanovitelj podjetja Prva hiša, eden vodilnih razvijalcev stanovanjskih projektov v Sloveniji. Z več kot 30 izkušenj v nepremičninskem svetu je postal priznan strokovnjak za stanovanjsko politiko, nepremičninski trg in gradbeništvo. Njegov trenuten paradni projekt, ki je pravzaprav že v zaključku, je Jurčkovo naselje v Ljubljani. Pravzaprav na nek način revolucionarna soseska s 170 biofilnimi stanovanji, ki predstavlja novo vizijo sodobnega bivanja. Morda preden greva na Jurčkovo, če lahko majčkeno poveš ali pa opišeš neko svojo pot, kako si prišel v nepremičninski svet, kako se je sploh stvar začela, 30 let imeti izkušenj noter, to je pa res konkretna številka. No? Kako se je vse skupaj začelo, pa kje je zdaj? Ja, nažalost jih je že v bistvu več, ker gre čas hiter. Res je. Vse skupaj se je začelo z ustanovitvijo posredniške firme Interdom takrat, to je bilo leta 1989, ko se je to smelo delati. Nadobuden študent, ki je pač imel ambicijo delati nekaj sam. Ves čas sem vedel, da moja pot ne bo poklicna, ampak podjetniška. Agencija, to je bila prva agencija posredniška v Sloveniji, ustanovljena. Katerega leta? Takratnim partnerjem 89. Ja, to je bilo 2 meseca po sprejemu zakona o podjetjih. Z vsemi klasičnimi začetki. Lahko rečem na nek način lažjimi, kot je to danes, ker napake, ki smo jih počeli, so bile, rekel, brez hujših posledic. Tako da smo imeli priložnost, da smo se na lastnih napakah lahko učili. Podjetje je raslo dokaj hitro, v nekaj letih smo zrasli v dejansko največjo, to je pa po prometu največjo nepremičninsko agencijo. V vmesnem času smo se specializirali za poslovne prostore, oziroma smo tam delali največ posla, se učili, razvijali, rasli, padali, skratka, en tak turbulenten čas je bil. Kar je bilo dobro, je bilo, da je pravzaprav trg takrat narasel. Mi smo začeli, ko je bila Slovenija v prelomu, se pravi ob osamosvojitvi, se je trg zaprl, kupna moč je začela padati, tako da je bilo potrebno res velike borbe in energije, da je podjetje se lahko razvijalo. Proti koncu 90-ih let smo skupaj z partnerji se potem nekako usmerili v prve lastne projekte. In prvi lastni projekt je bil kar pravzaprav največji do zdaj, ker smo iz nič skupaj z enim res zelo pogumnim partnerjem, ki je imel denar, mi pa ogromno volje in misleč, da tudi veliko znanja, zasnovali eno sosesko v Tacnu, 326 stanovanj. In smo jo končali. Končali smo eno fazo, drugo fazo smo potem prodali, ko smo razvili gradbeno dovoljenje v stanovanjskem skladu. Se v tem procesu ogromno naučili in nekako uspešno dela do leta 2008, ko se je trg prelomil, pravzaprav je zginil. Sesul se je čez noč. Tako, to je bil en res tak pomemben trenutek. Takrat je praktično zbrisalo vse, ki se ukvarjajo s tem poslom. In zelo malo jih je preživelo ta čas, ker veliko ljudi je šlo iz tega posla. V bistvu cela veriga, ne? Z gradbeništvom, projektiva gradbeništvo in nepremičninskega. Tako. In kupna moč. In ta strah v ljudeh je bil neverjeten. In konsolidacija je trajala tam do leta 2014, 2013, 2014, takrat se je začelo nekako počasi spravljati nazaj. To je bil tudi čas, ko smo potem zdaj pa z drugo strukturo, z 2 kolegi se srečali na enem manjšem projektu, ki je bil vezan na odkupenih nepremičnin strani DUTB-ja.
In tam smo projekt dobro končali, zaključili in iz tega danes razvili firmo, ki smo na njo vsi ponosni in smo nekako v tem višjem srednjem segmentu kar uspešni. Evo, na kratko. Kaj pa bi rekel, da si na začetku drugače razumel v tem nepremičninskem trgu ali pa kaj si pričakoval, ko si začel to kariero v primerjavi z danes? Ni nobenih pričakovanj bilo. Mi smo to pravzaprav skočili v bazen, plavali, se učili, kot sem rekel, predvsem na lastnih napakah. Težko razmišljam o tem, kaj sem si predstavljal. Takrat, ko smo začeli z posredovanjem, si nisem predstavljal, da bomo končali v investitorskem poslu, ampak je čas potem to prinesel, ker je pač v tem večja dodana vrednost in nekako tudi več ene ustvarjalnosti. Posredniški posel postane zelo ponavljajoč in nekako vedno stremimo k temu, da pravzaprav poskušamo delati nekaj novega, se pravi neki izziv v ustvarjalnosti, karkoli. Tako da v investitorskem delu je tega bistveno več. Tako da v tem kontekstu je ta posel, ki ga delamo zdaj, bolj osebno zadovoljujoč, kot je bilo to prej. Tako da v tem smislu mogoče ena razlika v načinu dela. Na trgu nepremičninskih agentov se vidi, da je naša država mlada, glede na to, da velika večina agentov so samo agentje. Recimo, če primerjamo z ZDA, v ZDA pravijo, tisti, ki so samo agenti, so reveži. V ZDA je tako, pravi agent mora biti tudi investitor. In pri tebi je šla ravno ta transformacija iz agenta v investitorja. Dobro, in tam agenti pravzaprav to zelo uspešno delajo, ker imajo informacije s trga, ampak imajo hkrati tudi denar, da lahko te informacije izkoristijo v nek svoj prid. Ja, zdaj neko posredništvo v Ameriki in pri nas je v osnovi ima eno veliko razliko. Namreč v Združenih državah, pa ne samo tam, tudi v delu Zahodne Evrope so posredniške provizije bistveno višje. Se pravi, z dobri posredniki so lahko zelo dobro plačani. In tam je trg res neprimerljiv. Ne vem, eno povprečno ameriško mesto ima v vsakem trenutku na trgu mnogo tisoč stanovanj. In tam je trg bistveno bolj bogat. Se pravi, v Ljubljani danes imate, ne vem, dele trga, kjer enostavno ni ponudbe. Na drugi strani je tudi kupna moč, že v preteklosti dokazljivo, zelo občutljiva, se pravi, se nekaj zgodi, se to močno zazna. Povprečno ceno v Ljubljani lahko spremeni že en projekt, statistika to zaznava, kolikor to lahko zaznava. Ampak se pravi, en večji projekt lahko cena zaniha, nekateri delajo z tega neke širše analize, ampak ta homogenost trga je močna in trg je majhen, tako da je te primerjave težko zdržijo. Drži. Gre pa za dve kompletno različni, popolnoma različni sferi delovanja na real estate. Investitorstvo je res nekaj drugega kot posredništvo. Drugačna struktura, firma mora biti drugačna, procesi so drugačni. Potrebna znanja so drugačna. Vse v delu trga se prepletajo. To je tudi razlog, zakaj imamo mi lastne prodajalce, zato da lažje razumemo trg. Ker trg razumeš, če imaš stik z kupci, ne iz statistik, pa iz časopisa. Ti moraš kupca poslušati. Nam je zelo pomembno preference kupcev, kaj kupci pričakujejo, kaj si želijo, česa si ne želijo. Ta negativna preferenca. Poskušamo ugotavljati neke trende. Ko vstopamo v projekt, mi pravzaprav moramo vedeti, kaj bo trg želel čez x let, ko bo ta projekt na trgu. Ena taka sprememba trenda se je recimo zgodila v zadnjih 10-12 letih. Pred časom so vstopna stanovanja predstavljala dvosobna stanovanja za mlade družine. Danes so to trisobna stanovanja. In so dvosobna stanovanja postala investicijska stanovanja, ki jih ljudje kupujejo z namenom oddaje, ne z namenom bivanja. Bistveno manj, večina teh stanovanj je zasedena s strani najemnikov.
Ne? In zdaj, če tak trend zaznaš, lahko naslednji projekt, če ga delaš za mlade družine, je to pomembna predpostavka. Seveda. In to ne zaznaš iz časopisa, to je zaznaš iz pogovorov, tako v prodajnih pogovorih, v komunikaciji, z enim procesom v zadnji, ki ta opažanja zna zajeti, jih analizirati in jih pravzaprav preliti v projekt, v načrt, v zasnovo. A bi rekel, da so še kakšni drugi trendi, poleg te velikosti, ki so vsaj na našem trgu, da se jih zaznava med kupci, kaj kupci iščejo? No, en tak trend smo zaznali, zdaj, ko smo zasnovali to sosesko na Jučkovi cesti v Ljubljani. Po covidu se je pokazala močna potreba ljudi po primernih, lepših bivalnih površinah izven stanovanja. Morda je covid to pravzaprav še malo bolj potenciral, takrat, ko smo bili zaprti, so tisti, ki so imeli vrtove, večje terase, lažje preživeli ta čas. Iz tega smo izhajali, ko smo skupaj z projektanti zasnovali to sosesko, se pravi poudarek na večjih bivalnih površinah izven stanovanja, terasah, nadkritih, z temi visečimi vrtovi, dejansko pravzaprav poskušamo poustvarjati ambient vrta v stanovanju, v nadstropju. In samo do neke mere, ne? Se da, ni enostavno, zelo smo si zagradili življenje s tem, ker je tu zgleda enostavno, ampak ni, tehnično zelo zahtevno. Nabor izvajalcev pri nas je omejen, ampak naselje dobiva to podobo, kot smo jo želeli in mislim, da bodo ljudje lepo živeli v tem naselju. Kaj pa po covidu, recimo, predviden prostor za pisarno znotraj stanovanja, je to nekaj, kar kupci povprašujejo, da imaš na primer večjo spalnico, zato tega, da bi lahko dal noter tudi mizo ali večji sreden prostor, je to tudi covid prinesel ali ne? Ljudje več delajo od doma? Ljudje delajo več od doma, to je res. Je pa, s čemur mi težimo, je, da je arhitektura prostora takšna, se pravi dovolj fleksibilna, da si potem z neko opremo lahko zagotovi tak kotiček. Praviloma ljudje to oblikujejo v bivalnih prostorih, ne v spalnicah. Spalnice so, torej zasnovati spalnico, ki je funkcionalna, pa ki je hkrati racionalna, je običajno izziv. Ker snovanje večstanovanjskega projekta je sistem 10 enačb z 12 neznankami. Na koncu ni številke, ampak je to pravzaprav eno razmerje, kjer mora arhitekt znati ujeti en kup enih razmerij. In da je na koncu slika celote okej. Tako da v večjih stanovanjih se tak prostor lahko zasnuje tudi kot ločen, v majhnih stanovanjih je pa to potem izziv, ki ga lahko rešujejo interioristi. Tisto, kar moramo mi paziti, je, da je prostor dovolj torej zasnovan na način, da omogoča neke te spremembe v inštalacijah, v pač prilagajanju. In to kupce pa tudi omogočamo. Se je rekel, da imate interno svoje prodajalce, a imate tudi kakšne druge deležnike že interno v firmi, da vam je to lažje, v smislu arhitekture, ali delate z zunanjimi partnerji? Ne, mi arhitekturo, torej arhitekte iščemo izven hiše, zato ker ni vseeno kdo. Tudi arhitekti imajo nek svoj track record, se pravi, približno se ve, kateri arhitekt zna narediti boljše od ostalih. In zato mi za vsak projekt, pravzaprav do zdaj še nikoli nismo imeli istega projektanta za projekt, ki smo ga razvijali. Zakaj pa ne? Zato, ker smo pri vsakem novem projektu poskušamo iskati neko novo ustvarjalnost, poskušamo pravzaprav narediti nekaj novega. Na Jučkovi gradimo biofilna stanovanja, se pravi, gre za eno jasno strukturo, projektiral nam je biro Office Arhitekti, zelo referenčen studio, zasnovali so lep projekt in skratka bodo stanovanja okej.
projekt v Cerkljah, kjer smo delali oskrbovana stanovanja, delamo z drugim projektivnim birojem, Point. Oni so pravzaprav, to je projekt, ki je sestavljen iz 2 faz, zdaj bomo delali drugo fazo, tudi to drugo fazo projektirajo oni, lep projekt, nagrajen. V Kamniku imamo namen razviti eno veliko naselje oskrbovanih stanovanj, tam imamo 3 arhitekta, s katerim se to razvija, tam je treba še prostorske plane sprejeti, tako da to je še v perspektivi. Ja, arhitekte iščemo izven hiše, nimam arhitektov v firmi. Imamo pa vse, rekel, potrebna znanja za pripravo in za izvedbo. Se pravi, imamo in moram reči, da imamo vsa delovna, rekel, področja imamo res dobro zasedeno. Imamo vrhunske kolege, firma res je kohezivna in praktično na vseh delih imamo zelo kompetentne ljudi. Tako smo ponosni, ko nam jih probajo odpeljati praktično vsak mesec. Zdaj, ko sem gledal recimo vašo podobo, sem dobil občutek, da se vi fokusirate bolj na nadstandardna stanovanja. To drži? Ali delate tudi taka, torej manj, recimo cenejša stanovanja? Kam se usmerjate in če na nadstandard, zakaj ste se za nadstandard odločili? Nadstandard je danes tako zelo sprofana beseda. Mi iščemo price performance. Mi stanovanja umeščamo v višji srednji razred. Zakaj ne v vrhunski? Zato, ker se nam lahko zgodi, da ljudje pravzaprav pomislijo na tip stanovanj, kjer forma je pomembna, oblika je pomembna, arhitektura je pomembna, ampak naš vrstni red je funkcionalnost. To je na prvem mestu, zato se tudi z idejnimi projekti pri nas ukvarjamo. Jurčkovo smo skupaj z arhitekti razvijali 2 leti v idejni fazi. In v naslednjem koraku se odločamo na kvaliteto grajenih materialov. In kar si želimo je, da zapravimo, investiramo v tiste elemente, ki se nam zdijo pomembni in potrebni, in da hkrati ne mečemo denarja čez okno tam, kjer pravzaprav je to lahko neka prazna ali pa manj pomembna vsebina. Se pravi, ta price performance nam je zelo pomemben. In tako smo zelo ponosni, ker v našem stanovanju je kar nekaj elementov, ki se sicer uporabljajo v najdražjih projektih v Ljubljani, pa ga kupci pri nas dobijo za, ne morem reči, nizko ceno. Vse cene stanovanj novi so danes visoke. Dobijo pravzaprav, mi smo stanovanje že praktično, ne praktično, vsa smo prodali. Tako da to pove veliko. Projekt še ni končan, kupci so tu in to je to, kar mi iščemo. Se pravi, price performance, ki je maksimalen. Če se postavimo v čevlje kupca, na katere stvari mora biti kupec previden ali pa pozoren, ko kupuje novogradnjo iz vašega vidika? Če kupuje novogradnjo, nekaj je teh lastnosti, ki jih kupec si jih sam poustvari. Se pravi, stanovanje ustreza, lokacija ustreza, je funkcionalna, bivalna, to ima zelo različne preference, tako da to vsak zase ve. Tisto, kar je pomembno za kakovost kasnejšega bivanja, je, kdo je projekt zasnoval, kdo ga je gradil, kakšno izkušnjo so imeli pretekli kupci z investitorjem. Zelo pomemben proces je proces, ki steče, ko so stanovanja že zgrajena in prodana. Se pravi, servis, vsako naselje ima tudi neke napake, pomanjkljivosti. Nekaj se pojavi takoj, nekaj se pojavi lahko v letu, 2. Zelo pomembno je, kako ta, ki je odgovoren za napake, te napake odpravlja. Kako menedžira to. To je zelo zahteven proces. To je proces, kjer pravzaprav ljudje, ko prevzamejo stanovanje v nekem veselju, tukaj na faza zaljubljenosti. Najprej smo zaljubljeni, potem pride pa faza, ko lahko tudi rečeš streznitve. In takrat je zelo pomembno, da je tukaj pravzaprav zadaj en proces, ki je že vlaufan in ki steče in ki je tudi pravzaprav, kjer je investitor tudi odgovoren.
Velikokrat se zgodi, da je lahko neka napaka taka, da je lahko malo dvoumna. So neki standardi, kdaj napaka v reklamaciji lahko priznana, kdaj pa ni, da je vezana na neko uporabo, vzdrževanje in včasih te meje malo zamegljene. In tle je pomembno, da ima investitor pač neko razumevanje tega in da zna razumeti, da je kupec prinesel en kup denarja in da pač je odgovoren do tega. Ta element se mi zdi pomemben zato, ker napačen investitor lahko potencialno pomeni veliko slabe volje in veliko skratka jeze in tudi nepotrebnih stroškov v nekih letih, ko se. Z teh primerov smo v Sloveniji veliko, tudi potem stečajev investitorjev in tako naprej, in ko so kupci s svojimi garancijami pravzaprav ostali brez možnosti. Tako da, ampak zanimivo si omenil standarde. Kako imamo to v Sloveniji ravno pri napakah? Po mojem mnenju so kupci zelo dobro, ZVKS jih dobro ščiti pravno, ne? Ampak ko pa pride do nekih napak, ali imamo neko institucijo, ki govori, kaj je standard pri neki napaki? Ker se predstavljam, da so neki kupci grejo čez meje dovoljenega, ne? Recimo, ne vem, neka res miniaturna odstopanja, ki so že morda estetske narave. Kdo je entiteta, kdo je institucija, ki govori, kaj je standard pri teh stvarih? To imamo zelo dobro in zelo jasno narejeno. Za praktično vse vrste zaključnih delih. To so tehnični standardi. Ki jih imate bil naprej definirani. Mi kupce s tem seznamimo. Zato, ker si ne želimo imeti kasneje nesoglasij. Praktično za vsak element stanovanja. Vrata, parket, stene, stekla, okviri, inštalacije. Obstaja tudi standard, tehnični standard, kako se pregleduje. Se pravi, ker nekaj treba vedeti, stanovanje mora biti funkcionalno in dobro narejeno. Ampak stanovanjska gradnja ni rocket science. Se pravi, obstajajo že v gradbeništvu neke tolerance, neke odstopanja, ki pravzaprav tudi gradbince omejujejo od grajanja strani investitorjev. Mi smo pravzaprav na istem čolnu. To, kar kupci počnemo v pregledu, stanovanja, ko ga prevzemajo, mi počnemo, ko zaključujemo dela. In tam seveda delamo, in vsi delamo na podlagi istih standardov. Kot odgovor je ja, obstajajo jasne tehnične smernice in standardi, kako se nekaj pregleduje. Če pride do nesoglasja, mi to že v splošnih pogojih opredelimo, takrat predlagamo izvedenca, ki pač se opredeli. Včasih tudi se kakšne minimalne napake, ker je odprava nesmiselna, ker je pač nesmiselno draga, se lahko uredi s kakšno manj vrednostjo ali kaj takega. In tudi zato obstaja in še pravna praksa in tako da tu mi v naši izkušnji pravzaprav nimamo, imeli smo take primere, ampak je tega toliko malo, da to ni nek hud problem. Ljudje razumejo. Samo treba jih informirati in pojasniti. Kako pa se je pri Jurčkovi specifično odrazil ta element trajnosti oziroma zelenega? Kako kupci danes dojemajo trajnost? Sploh v stališču iz ZDA imam raziskavo, ki govori o tem, da je velika večina kupcev tam, ker me je bilo posebej presenetilo, bilo pripravljenih plačati več za isto nepremičnino, če je ta trajna. Seveda je ta trajnost zdaj ima različen pomen. Ali so tudi pri nas kupci vidijo to kot neko vrednost? Ja, zdaj, torej, beseda trajnostno je večpomenska. Če govoriva o trajnosti v smislu dobe trajanja objekta, se pravi, kako je objekt narejen, tu moram povedati, da imamo Slovenci res visoke standarde. Jaz sem hodil po svetu, tudi ugledoval stanovanja po Nemčiji, po Bližnjem vzhodu, tudi v Združenih državah. Tukaj v Avstriji recimo, tukaj se gradi zelo kvalitetno. Mi imamo tu pravzaprav najvišji standard, tako na strani izvedbe, se pravi, izvajalci se ga držijo, kupci ga pa pričakujejo. Se pravi, imamo zahteven trg in kjer smo v špici. Torej, nam se vedno znova, ko nam partnerji prihajajo, mi smo ne partnerje z Kitajske, pred leti smo imeli ene investitorje iz Avstrije, so prišli gledati, nisem mogel verjeti, da za tako ceno tukaj dobiš tako stanovanje.
Ne? Tam so nam razlagali, prav tako stanovanje, pri nas v najvišjem segmentu, ne? Ko smo jim pokazali, kaj je noter, kakšne sisteme grajujemo itd. V Ameriki je to še bistveno bolj, torej, ta razlika je še bistveno večja. Tam se delajo za vrhunska stanovanja, že interierji, pa skupni deli, ampak tehnično je ok, ne mora primerjati za neke stolpnice, v 70 strop, je zgodba čist druga. Mesta pa podeželje. Ampak vi pogledate noter stanovanje, funkcionalnost, kaj je not, kaj ni. Nekje so recimo navajeni trgi, to zahtevajo, da se uviruje pohištvo. Portugalci so navajeni, da imajo v vsakem stanovanju kuhno vgrajeno. Tako da so različni. Pa hočem reči, kvalitativno v Sloveniji imamo zelo, zelo zahtevna in dobro zgrajena stanovanja. Se pravi, v tem smislu smo trajnostni. Kar se tiče pa zdaj trajnost na smislu celotnega kroga, reciklaže, vse, kar gre zraven, pa v bistvu ravno tako. Ker pri nas, kje je ta krog, ki je pomemben? Ko se nek objekt ruši, je zelo, zelo specificirano, kako se ga ruši, kako se ga reciklira. Reciklaža teh gradbenih odpadkov je zahteven proces, podprt z kupom enih dokumentov. Tako da v tem smislu, v ciklu, ki ga nek objekt naredi, mi to krožnico imamo zelo dobro zaokroženo. Vse tu pa tam zgodi kak eksces, ampak to je eksces. To ni splošno pravilo. Morda provokativno, ko omenjaš zelo dobro zgrajene stavbe, a je možno, da so naše stavbe predobro zgrajene? V smislu, mi imamo stanovanjski problem, ki je vedno večji, imamo zelo visoke standarde življenja in a je to morda del problema, zato pravim provokativno, da so te standardi previsoki, da bi Slovenija rabila več, pa morda manj tako standardnih stanovanj. Kako vidiš? Pri nas so se standardi spremenili. Ne vem, recimo v kontekstu statike so predpisi teh robnih pogojev danes bistveno drugačni, kot so bili 20 let nazaj. Se pravi, tukaj so se zahteve torej povečale. Stališča, nekaj je takih, ki jih mi ne razumemo. En kup, pa zdaj je to polemika zase, ampak ne vem, mi ne razumemo, da z odlokom nekdo, ko zgradimo plinovodno mrežo po celi Sloveniji, zaradi neke direktive, ki pride, mi to odrežemo in mi ne moramo več v stanovanju vgraditi plinskih trošil. Ampak so vezano zdaj po to novem, je treba, če hočeš izpolniti standard energetske učinkovitosti, je treba vgraditi toplotne črpalke. To je meni nerazumno. Še posebej v času, ko nam tam leteš dela, pa kuri kupone, pa ne vem, tam je. Se pravi, to bilo treba spogajati bistveno daljše neko obdobje prilagajanja. V praksi se skaže, da neki lokalni rekuperatorji se izključijo, ker so preglasni, ker so v bistvu neučinkoviti, ker ne zagotavljajo tega, kar deklarira. Tle je kupenih dobaviteljev, vsi so najboljši, vsi so drugačni, stvar v naravi, pa ljudje pravzaprav to izključijo, ker to pač je hrupno, zahteva neko, tle vam verjetno doben kup nasprotnih mnenj. Jaz povem, kaj se v praksi skaže. Tak ukrep, če bi ne bil normiran ostro, v praksi sigurno ne bi šel naprej. Pa verjetno še nekaj takih. Ni pa to problem, zaradi česar se v Sloveniji gradi manj, kot bi se lahko, če te standardi ne bi bili. Prvi imamo drug problem. Ok, morda, da zaključiva Jurčkovo, ampak ki mi je res impozanten projekt. Če pogledaš ta projekt zdaj nazaj v celoti, kaj so bili, en izziv sicer omenil, ampak kaj so bili največji izzivi, ki jih na začetku niste pričakovali, pa je do njih prišlo zdaj, ko je skoraj da zaključen? Ja, zdaj torej mi kot prvo gradimo na Barju, se pravi, tukaj je en del, ki smo ga misli zaželjevajni, ker smo tudi prvo fazo gradili na Jurčkovi, tako da vemo, kako poteka, imamo zatemeljenje, za pilotiranje smo vedno na obeh projektih angažirali najboljše projektante in tudi izvajalca iz tujine, ki ima te izkušnje. Pilotiral nam je ena firma iz Avstrije.
Tisto, kar je bil izziv, je bila zasnova pa izvedno teh visečih vrtov. To so vrtovi, kjer je treba res urediti odvodnjavanje, avtomatsko zalivanje, pa vse skupaj ne sme izgledati kot rafinerija, ampak kot lepo stanovanjsko naselje, se pravi enostavno. In tu je bilo detajlov veliko, pa ni bil toliko problem to zasnovati, kot je problem v izvedbi. Pri nas je izvajalcev, ki so to sposobni narediti, res zelo, zelo malo. In jaz si upam trditi, da je ta del bistveno, bistveno slabši, kot je bil 20 let nazaj. Za tak projekt, ki ga more nekdo sprejeti kot celoto, se pravi ga znati, si narediti načrte izvedbene, ga zgraditi, ga finančno speljati, se dobi plačano. Samo to je tudi za izvajalca je zahteven zalogaj, zagotavljati garancijo, kasneje že servise, mora biti velika firma. In to pri nas več ne funkcionira. Torej, da pred 2008, da smo imeli take firme? V 90-ih prav gotovo. V 90-ih prav gotovo. Je bilo še nekaj večjih firm, ki so take stvari, vse zadevo smo speljali do konca, ampak je bila kar zahtevna. Tako, to je recimo eno takih detajlov, no, ki odstopa od ostalih. No, ampak projekt je uspešno zdaj pred koncem, pravzaprav zdaj samo še, kaj še potrebujete za dokončanje projekta? Ja, mi smo dali vlogo za tehnični pregled, pričakujemo zdaj v naslednjih 2-3 tednih tehnični pregled, uporabno dovoljenje, zdaj delavci zaključujejo, hodijo drug čez drugega, skratka tisti običajen kaos, ki je vedno na koncu velikih projektov, tako da verjamemo, da ga bomo imeli v mesecu dni zaključenega, potem sledijo še pregledi, s kupci že pregledujemo posamečna stanovanja. Treba skleniti vse vzdrževalne pogodbe, imenovati upravnika, skratka teh procesov je kup. Ampak to je enako pri vseh, tako da ne odstopa to od ostalih projektov. Ok, če se majčkeno dotakneva stanovanjskega problema generalno v Sloveniji, ti si večkrat pozvan k kakšnem mnenju v medijih in pa čeprav si tudi aktiven v SBC, v tej gradbeni sekciji, in vi ste formirali tako imenovano belo knjigo, a ne? Če lahko majčkeno poveš, o čem govori, pa kaj je cilj te bele knjige? No, moram takoj najprej povedati, da to, kar povem, je moje mnenje, da to ne more biti mnenje SBC-ja, ker ga ne zastopam, niti sekcije, niti kluba kot tazga. Lahko pa povem, da smo v SBC-ju, v tej sekciji, kjer so zbrani ustanovitelji, nekaj direktorjev, kar precejšnjega števila podjetij, smo v zadnjem letu dni pripravili en nabor težav, za katere mi menimo, da so, tako bom rekel, najbolj pereče in globoke, in na drugi strani pripravili nek predlog rešitev ali pa smeri rešitev. Ker se nam zdi, da bi z nekaj politične volje lahko pravzaprav v relativno kratkem času pripravili rešitve, ki bi dejansko vplivale na hitrejšo gradnjo. Če izhajamo stališča, da se v Ljubljani, v Sloveniji gradi premalo, in tu se vsi strinjamo, ker zgodba trga pri nas je zgodba in teh cen, je zgodba premajhne ponudbe. In mi ponavljamo isto zadnjih 25 let. In 25 let so mnenja, kako nekaj ne bi smelo, pa žal je. Jaz vedno, ko nek politik sporoča, da bodo cene padle, takrat, ko me nekdo vpraša, mu povem, pojdi kupiti, ker bo šla cena gor. In žal je to vzorc. Razlog, zakaj je temu tako, je samo eden. Mi smo res zaciklali cel postopek od razvoja projekta, predvsem razvoja, se pravi od razvoja prostora, gradbenega dovoljenja. Mi pravzaprav bi morali v Sloveniji sprejeti konsens, da če bomo normiranje tega področja izvajali tako, da bo vsak deležnik maksimiziral svoje zahteve, ker to se zdaj dogaja.
mi lahko pravzaprav gremo od enega deležnika do naravovarstvenikov, do energetikov, do prometne infrastrukture, do sociologov, in lahko pravzaprav damo na mizo tisto, kar bi, in strinjamo se z vsemi. In naravovarstveniki, to je res pomembno, hrup, to je res pomembno, in res je vse pomembno. Ampak kljub temu, ne glede na to, če želimo, da gre razvoj, je ta koncept zapre zgodbo. Mi imamo neizvedljive, pri nas se prostor razvija leta in leta in leta. To ni buča, to je tako. Se pravi, tu bo treba sprejeti eno osnovno dejstvo, da optimum je maksimum možnega, ne pa maksimum. In mi smo ta trenutek, zdaj pa, kdo bi uveljavil ta koncept? Če je družben konsens, da vsega ne moreš imeti, hkrati je pa vprašanje stanovanj res pomembno. Jaz sem prepričan, da je to vprašanje vezano na nataliteta. Je vezano dnevna kvaliteta enega ogromnega dela populacije. Mi se moramo zavedati, da v tej državi leta, nekomu leta niso nič. Leta tečejo, ljudje zaradi tega res težko živijo. To je vrednost, to je premija, to je strošek. Skratka, če bi mi na neki družbeni ravni znali bi sprejeti nek konsens, da je pač treba celotno urejanje, kot pravim, tega dela sektorja urediti na način, da se pravzaprav poenostavi, bi mi imeli v nekaj letih na trgu toliko stanovanj, da bi cena lahko začela padati. In investitorji si to želimo. Investitor v projektu mora zagotoviti neko maržo. To maržo mora imeti zato, da dobi na banki denar, zato, da je varen. Če bi mi uspeli skrajšati ta čas, je doba tveganja. Mi danes moramo, ko kupimo zemljo, vedeti, kaj se bo dogajalo na trgu čez 5 let. Imamo eno tako veliko kuglo, kar je tvega. Rute si damo gor in potem gledamo, kaj bo na trgu, ker noben ne more vedeti, kaj bo na trgu. Se pravi, zmanjšujemo tveganja, banke zmanjšujejo tveganja, to je sploh ni vprašanje. Krajši, ko je, vsi imajo korist od tega. In samo to bo ceno premaknilo dol. Ni druge zgodbe. Zdaj pa tisto, kar, izkoriščam priložnost, da to povem. Mi smo na pragu ene tehnološke revolucije, za katero pravzaprav razumemo, da bo spremenila način funkcioniranja družbe bolj kot karkoli pred tem. In to, kar si mi tudi v okviru kluba zdaj prizadevamo, je skomunicirati z nosilci političnih strank, ki nekako obravnavajo ta del programa. Pomembnost, da se nekaj teh orodij, to se že dogaja, danes imajo Estonci na Finskem, nekaj v Avstriji, nekaj, skratka, implicirajo neke AI module, ki jim že v poplavi teh predpisov omogočajo neverjetno skrajšanje rokov in neko analitiko, ne da odločajo namesto njih, ampak da so neke orodje. Mi smo za tem e-gradbeništvom zdaj pravzaprav 7 let je trajal projekt. Pripravili platformo, kjer lahko vlagamo digitalne dokumente, se pravi, to je platforma, to je garaško delo, ki je bilo narejeno. Od tu naprej, to lahko je po mojem mnenju bistveno lažja implikacija nekih orodij. Sam tu rabimo politiko, ki bo to razumela, ki bo to sprejela v svoj program in ki bo prvič realno lahko nekaj obljubila. Kar obljube, mi bomo zgradili 40,000 stanovanj v naslednjih 5 letih, to so obljube pomembne toliko, k danes tole sonce tele krveni. To je brez veze. In to ljudje vejo. To so prazne obljube. Prvič je opcija, da se nekaj na tem področju res lahko zgodi. Zahteva pa en konsens in zahteva osebnost, ki bo to pripravljena speljati. Se pravi, osebo. To so sektorji, ki danes infrastruktura, se tudi samo gradnja stanovanj. Če že vi pogledate, kak delež družbenega produkta je v gradnji kot taki, kakšen delež, bom rekel, ekonomije posameznika, ki
ne more živeti po Ljubljani, ampak si mora iti najeti stanovanje 30 km stran, pa zato zgubi 2 uri na dan, ker imamo tudi prometno infrastrukturo, kot jo imamo. Kaj to pomeni? Samo ekonomija je to daleč najbolj ekonomsko upravičen projekt. Mi si to želimo približati in imamo, to je eno od predlogov, samo na tem segmentu. Velike predlogov na temo izvajanja javne gradnje, predvsem izbire izvajalcev. Tu je ogromno ene različnih, torej polje, ki omogoča, rekel, korupcijo trdo in mehko. Korupcija ni samo kuverta v žep. Korupcija gre lahko, dajmo reči, ne izločena konkurence na nepravi podlagi. Se pravi, oblikovanje takih pravil, da lahko dejansko vsi tekmujejo korektno in pošteno. Spet, imamo in kupenih predlogov, ki si jih želimo približati javnosti in odločevalcem, za katere spet trdimo, ker se ukvarjamo, mi živimo s tem. Mi te predpise uporabljamo vsak dan, jih preizkušamo v vsakodnevnem delu. Tako da mislim, da smo verodostojni in si želimo to približati in morda z malo sreče nekdo, ki bo imel priložnost, da bo tak resor vodil, da bo koristno. Če prav razumem, vidiš rešitev v sistemsko rešitev, ki mora iti od vrha navzdol, in ki opolnomoči potem tako privatne investitorje kot javne investitorje, da so lahko bolj učinkoviti pri svojem delu. Prav razumem. Skrajša rok. Skrajša rok. Bom povedal številke. Za projekt gradnje 150 stanovanj je takole čez palc v Sloveniji treba imeti 5-6 milijonov, da ga zapelješ v prvi fazi. Lastnih sredstev. Tak projekt dela firma, ki ne more imeti 2 zaposlenih. Se pravi, ta firma živi, ta denar je angažiran in to se koteli 2-3 leta. Jaz si to znam zelo dobro zračunati. Faktor časa je, še posebej zdaj, ko so obrestne mere nekoliko više, kot so bile, je zelo, zelo, zelo pomemben. In to je samo ena od teh funkcij. Prej, ko ga končaš, prej greš lahko v drugega. Imate investitorje, ki kupijo, na zalogo 5 zemljišč, pa to počasi razvijajo. Pa tudi to ima vpliv na ceno, ker tudi ta denar ni zastonj, tudi lastniški kapital stane. Se pravi, to so zgodba cene, končne cene stanovanja, je zgodba malih korakov, po malo evrov, tu, tam, gor, dol, levo, desno. Na koncu se to sešteje v zelo veliko številko. In ni čarobne palčke. In to je dejansko najzahtevnejši korak, ki ga mi nismo uspeli narediti. Obratno, mi smo v eni špirali enega normiranja, v kateri smo zapleteni in ne kaže dobro. Ja, je pa Slovenija zdaj malo deljena. Imamo dele, ki so nenormalno obremenjeni, kot je prestolnica, pa določena mesta, pa določeni turistični kraji. Imamo pa dele, ki pa so podhranjeni. Imamo Prekmurje ali pa imamo Tolminsko in tako naprej. In tvoja znana izjava je bila, ki je pred leti, mislim, da kar nekaj prahu dvignila: bivanje v centru Ljubljane ni človekova pravica. Kaj ta izjava govori? Ta izjava je bila v enem delu ena taka moja opazka na izjavo ministra Mesca, ki je izjavil, da on vidi v stopnici na Trgu Republike, ki jo ima namen Ljubljanska banka prodati, javne in socialne stanovanja. Tako, mislim, se ne vem, to komentiral, skratka, po vseh merilih se mi to zdi tako res napačen signal. To ne pomeni, da moramo mi investirati v favele na obrobju mesta za socialne stanovanja, daleč od tega. Ne gre za to. Gre pa za to, da tudi ljudje
se pravzaprav zavedajo, da skrb za to, kje bodo živeli, ni izključno breme države, ampak je primarno njihova odgovornost. Seveda zdaj pa v okviru nekih širšega konteksta. Ne? In če poskušam državo odmakniti, pa jo bova pol nazaj pripeljala. Ne? Dejstvo je, da v Ljubljani najemnine so visoke. Mlada družina, če je nadpovprečno, z nekimi nadpovprečnimi dohodki, si težko, oziroma zelo, zelo pomembno na njihov budžet vpliva najem stanovanja in preprečuje en kup enega drugega pravzaprav življenja, kakorkoli. Danes si bil članek RTV, 35 kvadratov stanovanje, najemnine od 600 do 2500 evrov. V Ljubljani za 35 kvadratov. Ja. Dobro, zdaj teh 2500 evrov, to so absurdi, ki so zaskrbljujoče je 600. To je zaskrbljujoče, za 35 kvadratnih metrov. Tam tudi, to je najnižja cena. Torej otroka ne moreš imeti, ne? Oziroma ste skupaj v eni, je težko, ne? Je težko, sigurno. Ta je problematična. Ne? Ampak za teh 600 evrov v Grosupljem pa že dobim korektno stanovanje. Ne? Se pravi, v smislu lastne odgovornosti, jaz ne vidim tu upravičenosti nikoga, ki od države zahteva rešitev stanovanjskega vprašanja, pri čemer želi živeti v centru, ker ima pač službo v centru. To, mislim, da je to zelo napačen koncept. Ne? Tudi stališča koristnosti uporabe teh javnih sredstev. Meni se zdi tu bolj pomembno, da na strani politike razumejo odločevalci, kako je pomembno, da se, ne vem, ljubljanska obvoznica uredi. Da človek iz Kamnika ne rabi zjutraj voziti uro 45 v Ljubljano, ne, pa potem še 1 uro nazaj, ampak da se tukaj infrastruktura uredi, ker se s tem zmanjša pritisk na mesto. Ker potem postane sprejemljivo ali pa lažje, ne, če greš v Ivančno Gorico najet stanovanje ali pa na Vrhniko. Se pravi, to je en ukrep. Se pravi, ampak to spet ni od danes na jutri. To je koncept. Izboljšati dostopnost, prometno dostopnost, to je osnova tudi stanovanjske politike. Ja, stanovanjski sklad definitivno, ne? Ampak ne na način, kot je bil v zadnjih 10 letih, ker tu jaz ne vidim zgodbe. Funkcija stanovanjskega sklada mora biti zagotavljanje najemnih stanovanj, ki lahko, do katerih so upravičeni mladi, pod nekimi subvencioniranimi pogoji, če je treba, skratka, na nek način, nekim normalnim gibanjem, tu bi morali pravzaprav usmeriti vsa ta sredstva, ki jih imajo. Jaz verjamem, da gre za to koncept. Pač, ne. V tem delu je bila politika torej vlade, da so uspeli zagotoviti nek sistemski denar, ki je malo bolj resen, kot je bil. In tudi stanovanjski sklad ima kar pripravljenih nekaj programov, tako da to je sigurno dobra smer. Ni pa edina. Ni pa edina. Ja. Zdaj, gradnja se je od celotno to konjunkturo zelo dražila. Ne? Rešitev je na strani ponudbe, v smislu, da se ponudbo poveča, a so morda tudi kakšne druge rešitve. Prej se omenil tehnologijo. Ali lahko tehnologija znatno, v katerem koli delu procesa znatno pomaga? In a vi že kakšno tehnologijo sami uporabljate? Oziroma, ali ste v tej beli knjigi tudi kakšen predlog, kar se tiče tehnologije dali? Ja, zdaj, tako bom rekel, ja, tehnologije tu sigurno so. Ne? Je pa res, da je uporaba teh tehnologij v celi Evropi počasnejši proces. Če gledate danes, kako to na Kitajskem delajo, je to zelo drugače kot to, kako se počne v Evropi. Se pravi, potreben je nek čas. In tu je pač zdaj stvar, rekel, izvajalcev, podjetnikov, ki bodo iskali neke svoje poslovne priložnosti, da bodo konkurenčnejši, boljši od konkurence. Ne vem, zunaj se veliko uporablja modularna gradnja. Mi smo poskušali že za ta projekt, torej smo preverjali izvedljivost tega in smo gotovili, da realno še ni izvedljivo. Ampak vi ste, Jurčko, želeli modularno? Smo želeli, ja. Torej, prefabrikacijo, ne? Ja. Samo pri nas ni izvajalca, ki bi ti ponudil, rekel, dovolj veliko jamstvo. Pri teh modulih je tako. To je proces, ki je na papirju super, mora pa dejansko tako potekati. In zdaj, če imate vi, mi smo se tu probali nasloniti na avstrijske dobavitelje,
nismo se odločili, ker na nek način nam niso hoteli zagotoviti enakih pogojev, kot jih zagotavljajo domačim, vključno z garancijami itd. Tam je bilo nekaj takih nesprejemljivih zahtev, ker pač se nam je zdelo narobe. Ne vem, neka napaka v panelu, potem pa gradbišče čaka v mesec, da oni to ne gre. Da je šmet proces, ki teče. Ni bilo izvajalcev v Sloveniji, ki bi zagotovili montažo tega v dovolj velikem obsegu. Tako preveč tega ne je bilo. No. Sem pa prepričan, da bo v naslednjih nekaj letih se našel slovenski gradbinec. To je obrat investicije, ne vem, 10 milijonov in lahko lokalno pravzaprav en tak trg, kot je Slovenija, je lahko pokrit z enim ali pa z dvema takima obratoma in to je dober posel. Sam to ni naš posel, to je posel gradbincev. Tako da neki so za neke posamične elemente, ampak zdaj za stanovanjsko, večstanovanjsko gradnjo pa tega še ni v takem smislu. Tako da ja, tehnologija tle pravzaprav poteka, se prebija dokaj počas. Hotel sem še vprašati na temo te bele knjige, a pa se je SBC ali pa kdo od vas dejansko pogovarjal s kakšnimi političnimi strankami direktno na to temo in naj bil že kakšen odziv? To kolegi, ki vodijo to sekcijo, zdaj pripravljajo, tako da mislim, da se bodo te pogovori odvijali v naslednjih tednih. Ja. In se pričakuje neko zavezo morda Ideja je, da jim to približamo, da jim predstavimo argumente. Argumenti so, to je čist nepolitična zgodba, to je zgodba, ki je vezana pravzaprav na vse, ne glede na to, kakšnih smo političnih nazorov. In kot tako jo bomo ponudili z velikim veseljem vsem, ki bodo to pripravljeni slišati. Mislim pa, da gre za zelo verodostojno mnenje, kot pravim. Gre za res zelo kompetentne ljudi, v tem okviru izbranih velikih izkušenj, znanja in tu se ponavljajo vzorci, kjer vidimo pravzaprav lahko neke rešitve. In bomo veseli, če bomo dobili sogovornika, ki se bo pripravljen ali pa sposoben pogovarjati o case-u. Ne o tem, kaj bo kdo od tega imel, pa zakaj ne bi imel, ampak o strokovnih argumentih, ker tukaj gre izključno za stroko. Sigurno. Ja. Ok. Morda samo še par vprašanj za zaključek. Prvo, morda malo futuristično. Morda ti osebno ali pa vaše podjetje ali pa kakorkoli, če bi imeli skoraj da neomejeno količino denarja, kakšen nepremičninski projekt bi naredili v Sloveniji? Če bi imeli res veliko denarja, pa bi rekel v Sloveniji, pa hočemo narediti nek res dober nepremičninski projekt, kaj bi to bil? Mi ga verjetno v nekem delu že ustvarjamo. Mi se zelo usmerjamo v gradnjo oskrbovanih stanovanj, ker smo nekako mnenja, da pri starejših stanovanje ni samo stanovanje, ampak mora biti platforma. Doba starosti je zelo posebna. Zakaj? Zato, ker so ljudje pravzaprav socialno, otroci se socialno odlepijo, grejo v svoje življenja. Življenje danes je takšno, da je vključeno starejših in mlajših bistveno manjša, kot je bila včasih. Na kmetih so družine živeli skupaj. In hkrati pa smo ljudje v neki starosti bistveno bolj opravilni, zahtevni in taka ideja, ki smo imeli, ki bomo zdaj upam, da realizirali v Kamniku, je razvoj. Tam bo stalo 240 stanovanj, kot nek zaključen projekt, oskrbovan stanovanj, prilagojen z vsemi spremljajočimi prostori, kjer se bodo ljudje, kjer jih bomo tudi preko neke platforme, ki jo zdaj razvijamo. Ta trenutek to testiramo na projektu, ki smo ga že zgradili v Cerkljah, ki je zelo uspešen in ga zdaj dograjujemo še za eno fazo. Tam bo skupaj 110 stanovanj, 70 je že zgrajenih, 75. Skratka, povezujemo ljudi. To je bistvo zgodbe. Da bo zadaj neka struktura, znotraj katere se bodo ljudje lahko rekreirali, družili, zabavali, komunicirali, se pogovarjali,
In to je neka vključenost, ki je. In to je skratka, mi vidimo koncept v izkušnji. Ne. Dejansko starejši, stanovanje mora biti tehnično primerno, zato imamo standarde, to se naredi, ampak to ni to. Ne, to ni to. In vidimo, da je razmišljanje, da je pravo. A je To vas. No? To je nekaj, o čemer smo se veliko, tudi v firmi, veliko pogovarjali, ali sanjali, iskali kar nekaj časa ta pravo lokacijo, da smo dobili perfektno. Jaz prvo razumem, govorimo kot o neki skupnosti. In to je na severu so bili primeri, ker so ljudje to dobro sprejeli, recimo, da so določeni deli so skupni. Ne, da grejo v nekaterih projektih šli tako daleč, da so morda celo kuhinje skupne ali pa kakorkoli. Čeprav razumem, bi določene dele ponudili skupno ali pa določene aktivnosti, zato da pride skupnost do izraza. Te koncepti, kjer bova zdaj rekla, kot smisel neko veliko stanovanje, skupno kuhno pa skupnim jedilnim delom, so vezani na ljudi, ki niso več popolnoma funkcionalni, ker praviloma takšno stanovanje ima tudi nekega skrbnika, ne, ker to zdaj prepuščati v celoti ne gre. Se pravi, to so lahko ljudje, ki so ali upešali, ali so malo dementni, pa jim te skupnosti pašajo. Ne. To, kar mi razvijamo, ni ta, rekel, sobivalni del, ampak je bolj v smislu lastnega stanovanja. Se pravi, ko želiš biti sam, ko želiš imeti svoj prostor, imaš svoje stanovanje, ki je opremljeno, ki je pač tvoje, ne. Ampak še vedno z eno lepo teraso, ki je funkcionalna, ne, ki je taka, da se lahko, ne vem, 4 usedejo, pa uživajo tudi v neki interakciji. In z nekim skupnim prostorom, govorim za to koncept Kamnika, bo prostor velik 400-450 kvadratov, s kavarno, s čitalnico, s telovadnico, z prostorom za druženje, tehnično opremljen, za kakšno predavanje, za kakšno učilnico, skratka, tlej idej minut. Mi bomo nekaj tazga že naredili v Cerkljah. V Cerkljah imamo in tak res izrazito lepo oblikovan, opremljen, večnamensko opremljen prostor s kaminom, kjer se ljudje družijo in kjer se praznujejo rojstni dnevi, kjer se zdaj rekreirajo. Ena nova sodelavka, zunanja sodelavka, ki je specialist za delo s starejšimi, je zdaj prevzela to je tako pilotno študijo, ampak to želimo res postaviti. Razvijamo en app, ki bo v bistvu to znal povezati, enostaven, kjer se bodo te aktivnosti lahko potem organizirale in tako. Ne. Ko mislim na svoje starše, bi z veseljem dal nekam tako, ne. Si je predstavljal stališče investitorja, vse te skupne stvari je treba pa plačati, je treba investirati, ne, ker pomeni, da to vseeno prinese nekaj za sabo, ne. Ja, zato pa je pomembno, zato je pa tle ekonomija obsega pomembna. To se ne da delati takega koncepta, če gradite 30 stanovanj. Če naredite pa naselje, ne, je pa zgodba druga. Pa dobro organizirati, ne, zamisliti naprej, zamisliti na stroške, ker na koncu seveda vezan si na nek budžet, ki ga je nekdo pripravljen dati, ne, se vse lomi in cel koncept je na tem, da se vse skupaj, mi lahko to sofinanciramo leto, 2, ampak kdo se mora, ko to nekako zaživi, ko se stanovanja napolnijo, taka sosedska se polni leto pa pol. Ljudje se ponavadi ne preselijo v 2 mesecih. Ne. Ampak ko pa enkrat to začne funkcionirati s polnimi pljuči, mora biti pa samo oskrbno. V tem smislu mora pravzaprav tudi stroškovno biti pokrito. Mi te prostore ne zagotavljamo v kontekstu lastnine kot nek ločen del, to je skupen del. Se pravi, tam ni najemnine, tam ne bo tega stroška. Ne. To bo samo strošek vzdrževanja. Se pravi, to imamo neke izračune in zadeve dobro kažejo. Tako da lahko tudi ta organizator od tega živi, ne, in da stvar funkcionira. In da je to na stroškovno sprejemljivi ravni. In ljudje to želijo. Ne. Ja, se predstavljam, ja. Ljudje to želijo. In vidimo, kako se tam je zabava zdaj. To je fajn. To je res dober občutek, ker vidiš, da koncept ga nekako upaš, da bo dejansko se uresničuje. Dobro. Morda še zaključek, deluje, da od vsega tega, da je še vedno najtežje zagonetka pravzaprav mladim zares, ne?
kakšno sporočilo bi lahko dala mladim, ki iščejo nova stanovanja, kaj naj sploh naredijo, kam se naj obrnejo, a naj čakajo, a naj vseeno nekaj kupijo, se naj preselijo v Prekmurje. Ja, Kaj naj naredijo mladi kupci ali pa mlade družine? Vem, da je težko vprašanje, pa vendar. Ja. Mladi so pravzaprav v neki realnosti, ne, ki je taka, kakršna je. Stanovanja so draga, definitivno so draga. Po drugi strani je človek, ko je mlad, mu je čas najbolj dragocen. In tu se pač nekateri znajdejo s tem, kot sem rekel, da gredo v nek najem ali pa mogoče v nakup. Eno, kar je pomembno, je to, da smo še vedno v nekem obdobju obrestnih mer, stanovanjskih posojil, ki so gledano zgodovinsko zelo, zelo nizka. In zdaj, tu je veliko konceptov, kaj bo v prihodnje. Ne? Eden od konceptov pravi, da pravzaprav vstopamo v zelo dolgo obdobje trajno nizkih obrestnih mer. Ne vem. Vem pa nekaj. Ne? Vem pa, da če je danes obrestna mera, fiksna obrestna mera za posojilo 15-20 let, pod 3%, da tu inflacija ogromno naredi. Ne? Se pravi, to daje vedeti, da je dobro se potruditi, spraviti neko strukturo, ne, finančno, in stanovanje kupiti. Ne zdi se mi pametno, če neka mlada družina ima nek denar, da najema v Ljubljani, ali se morda potrudi, pa gre kupiti na Vrhniko, ali pa v Grosuplje, ali pa v Ivančno Gorico, ker je to neka baza. In ta baza je trajna. In ta baza bo, rekel, delila vrednost skupaj s trgom. Če bo šel trg gor, bo tudi tukaj vrednost šla gor. Ne? Morajo biti zelo veliki premiki v rasti ali pa v padanju cene, da se razmerja med lokacijami spreminjajo. Ne? Običajno je tako, da ko trg začne rasti, najprej narastejo cene v središčih, v Ljubljani, in potem z nekim zamikom zrastejo cene v periferiji. Zdaj smo na platformi. Ne? Zdaj so te cene pravzaprav na nekih maksimalnih razmerih. Se pravi, če bi zdaj začela, če bi v padanju se že zgodi enako, ne? Najprej pade periferija, pa pade pa Ljubljana, ne? To gre tako. Ampak kljub temu je tu neka vrednost. Mi vemo, kako je z denarjem na računu. To je, ne? To sili ali v neke, rekel, naložbe, ne? Ki so lahko neka tveganja, ne? Človek ostane na koncu brez tega. Nepremičnina kot taka, to ves čas pravzaprav kaže, na dolgi rok ohrani neko vrednost. In tudi z nekim kreditom, ne, čeprav težko živiš tako, to posojilo, ki ga splačuješ, gre v neko bazo. Se pravi, je neke vrste, ne bom rekel varčevanje, ampak neka dodajanje vrednosti. Ne. Se pravi, moj nasvet je ne najemati dragih stanovanj v dobri lokaciji, kar je meni zdaj fino, investiraš v svojo bodočnost, če greš kupiti neko stanovanje tam, kjer ga lahko. V kontekstu pač prometa pa lastne kariere Fran, najlepša hvala za obisk. Prepričan sem, da je bilo odprtih nekaj tem, ki bojo morda dale komu kaj misliti. Želim si, da vaše udejstvovanje v spremembi nekih sistemskih sprememb in tako, da obrodi sadove, vsi skupaj se trudimo, da bi do neke spremembe prišlo, ker je problem pravzaprav zelo očiten. Tako da želim veliko sreče naprej, pa uspešnost projekti. Hvala lepa. Hvala. Z Linkscraft vas vabimo na letošnji sejem Dom marca 2026 na gospodarsko razstavišče, kjer si boste lahko sami oblikovali idejni projekt za svojo sanjsko hišo.